Kruti duši, ki v ledene plasti sta obsojena globeli zadnje, naj trd zastor eden mi razklene. Da bolj izjočem, ki srce mi davi, še preden mraz mi solze v led odene. Dante, Božanska komedija, 9. krog pekla. Huda jama, 13. junij 2015. Prva spravna maša. Slovesnosti se udeleži okrog 2000 ljudi, od blizu in daleč, iz Slovenije in Hrvaške, v upanju, da bodo žrtve tam pobitih dobile dostojen grob. Vseh generacij so, od tistih, ki so konec druge svetovne vojne doživeli, pa takih, ki se tega bledo spominjajo, mlajših, ki so o tem slišali iz pripovedovanj, in še mlajših, ki o tem želijo vedeti več in jim ni mar, kako so zložena ali prezrta zgodovinska dejstva. Slovesnost je pripravilo Društvo za ureditev zamolčanih grobov, namenjena pa naj bi bila spominjanju, opominjanju in spravi. K temu je sodilo polaganje vencev, med drugim prvaka SDS in laškega župana. V znamenju sprave in odpuščanja je bila maša, osrednja točka slovesnosti, ki je mestoma potekala v 3 jezikih, slovenskem, hrvaškem in nemškem. Maševali so celjski škof monsignor dr. Stanislav Lipovšek, pa monsignor dr. Mile Bogovič, predstavnik Hrvaške škofovske konference, in prior Edmund Rudolf Wagenhofer, predstavnik Avstrijske škofovske konference ter duhovniki celjske škofije. Poklonili so se vsem žrtvam pomorjenim po vojni. Samo v Hudi jami naj bi jih bilo okrog 3000. Marca 2009 so jih odkopali 800 in jih shranili v plastične zabojčke v Kostnici. Še vedno so tako shranjeni tam. Zato duše umrlih še po 70 letih nimajo miru, je poudaril laški župan. Neizrečeno pa vendar videno. Hudo breme je imeti v svoji občini tako hud kraj, kot je Huda jama. 3. marca 2009 se je nad našo občino zgrnil temen oblak. Potrjena je bila domneva o vojnem grobišču v Hudi jami. Pretresljiva je bila vest o visoki številki pobitih ljudi na naših tleh. Pretresljiva so bila pričanja tistih, ki so se tistega dne podali v rov. 70 let od konca druge svetovne vojne duše tu umrlih še vedno nimajo miru, telesa pa lastnega groba. Odnos, ki slovenski narod teži in razdvaja. Vse žrtve vojne imajo v skladu z načeli civilizacije, človečnosti, pravico do spomina in do groba. Izkažimo tudi njim, v rovu Svete Barbare, spoštovanje, pokažimo, da smo ljudje. O osnovnih človeških normah in pravici do groba je govorila tudi osrednja govornica Eva Irgl, predsednica parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Poudarila je, da je pošastno, ker žrtvam še po toliko letih nismo uspeli zagotoviti groba, ki je neodtujljiva pravica vsakega izmed nas. Odkritje Hude jame nas je vse globoko pretreslo. Odkrili so 8 plasti mumificiranih trupel, med katerimi so se zaradi specifičnosti pogojev v rudniškem jašku ohranila tudi cela telesa. Slika, na kateri je veliko število ženskih laks spletenih v kite, je osupnila državo. Mnoge so še žive zakopali v rudniški rov, kjer so počasi in v grozoti umirali. In takrat smo pričakovali, vsaj jaz sem pričakovala, najverjetneje naivno, da se bo zganila tudi vest in da bo občutek krivde prevelik, da bo sledilo priznanje. Tako, kot danes na procesu priznava 93-letni Oskar Grening, paznik v Auschwitzu. Pri nas pa ni priznanja in ni pravne države, ki bi procesirala postopke proti odgovornim za zločin. Kazenska ovadba proti nekdanjemu pomočniku načelnika Ozne, Miti Ribičiču, čeprav utemeljena, pa kot veste, ni prišla daleč. Postopek na tožilstvu in pred preiskovalnim sodnikom je bil namerno ustavljen.
Na slovenskih tleh se je tako zgodil zločin brez zločincev. Zelo plastično je zločine v Hudi jami označil predsednik Hrvaškega Helsinškega odbora za človekove pravice. Ova jama, ona je simbol toga kako se sjedinjuju metafizičko i ovozemaljsko zlo. Jer samo je sotonski mogao osmisliti takvu metodologiju smrti koja je primijenjena ovdje. Ovdje su novi Pompeji. Ovdje nisu ljudi zaustavljeni u pokretu kao u Pompejima lavom. Oni su umirali polagano i ostali su okamenjeni, munificirani, u tuzi, u hladnoći groba. A zapamtite, Dante 9. krug pakla definira kao stanje leda, stanje bez relacije. I oni su umrli takvi. Kako se osjećala ona majka kad je gledala djece na svojih grudima koje umire? I kako to da među tim ubojicama, koji su svi odgojeni u kršćanskom duhu, bilo pravoslavnom, bilo katoličkom, ili su pripadali jednoj od abrahamskih religija, nije bilo samilosti? Koja je to patološka ideologija mržnja i zla gonila te ljude? Ideologija izmišljena i promišljena od onih koji su htjeli vladati svijetom. Ovozemaljski bogovi, ali pali su ti bogovi i padaju. Oni pružaju otpor. Oni njihovi sljedbenici. Če kdo, potem so pri reševanju teh zagad najbolj odgovorni politiki, ki se ne smejo posipati s pepelom, pač pa se pred njih postavlja retorično vprašanje. Vprašanje vsem nam, zlasti pa vprašanje vsem nam politikom. Kakšno sporočilo o našem vrednostnem sistemu bomo pustili zanamcem, če ne dosežemo enotne obsodbe totalitarnih režimov? Kakšno sporočilo o našem vrednostnem sistemu bomo pustili zanamcem, če ne dosežemo civilizacijske norme pokopa? Manjkajo čudežne besede odpuščanja, iskrene in nezlagane. Naše delo, je še poudaril Čičak, je negovati spomin na one, ki so umrli kot blaženi, v krču smrti v tej hudi jami in v številnih jamah, ki naj bi jih bilo okrog 2000 po vsej Jugoslaviji. Svoje delo pa naj opravijo tudi sodišča. Znate li zašto oni i danas nas mrze? Kad je došla demokracija, mi, naivni i glupi, kakvi jesmo, mi smo im oprostili, ali oni nama nisu. Nisu nam oprostili to što ih ne mrzimo i nikad ih nećemo mrziti. A njih će njihova mržnja izvesti, jer nikad mržnja ne ubija onoga koga mrzite, nego vas ako ih mrzite. Zato oprost i ljubav mogu biti jedini odgovor na zlo. Slovesnost je potekala dostojanstveno, kot kraju in priložnosti pritiče. V tišini, premisleku, molitvi in spominih. Odpustiti, a ne pozabiti, se je slišalo na prizorišču.